Ta kriza je pravzaprav pokazala vse slabosti naše, vse slabosti tudi našega gospodarstva. In dejstvo je, da v tej krizi tista podjetja, ki niso imela ali so imela take, že malo nekonkurenčne proizvode, tista podjetja enostavno so obsojena na propad. Dejstvo je, da bo v tej krizi marsikatero podjetje umrlo. In to ni nič narobe. V vseh tržnih gospodarstvih se pač dogaja, da se podjetja ustanavljajo, tista podjetja, ki izgubijo svojo konkurenčnost, pa umirajo. In tukaj imamo en zanimiv podatek, sicer ga nimam za Maribor, ampak ga imam za celo Slovenijo. V obdobju 2009-2010 imamo mi prirast podjetij pozitiven. Se pravi, umrlo je manj podjetij, kot je bilo na novo ustanovljenih, kar kaže na en proces čiščenja, ki zdaj poteka v gospodarstvu. Seveda je ta proces zelo hud in krut, predvsem zaradi tega, ker umirajo podjetja z delovnimi mesti, taki se pa zdaj ustanavljajo, pa seveda v začetnih fazah še ne morejo toliko zaposlovati. Sam menim, da na okroglih mizah tudi odprte javnosti je smisel v tem, da si relativno jasno povemo medsebojna razmišljanja in iz tega vidika pač to smatram kot neko debato, ki je za vse dobrodošla in bo prinesla k napredku. Mislim, da ni možno vseh bank enačiti med sabo, kajti NKBM je v preteklih 2 letih konstantno povečevalo obseg posojil tako gospodarstvu kot prebivalstvu in iz tega razloga seveda ne more biti tista, ki bi bila kriva za kakršenkoli kreditni krč. Obstaja pa kup drugih razlogov, zakaj je stanje v Sloveniji takšno, kot je, predvsem nam manjka kapitala in seveda potrebno bi se bilo tudi do priliva tega kapitala pričeti obnašati mogoče nekoliko bolj normalno ali pa prijazneje. Moram reči, da sem večkrat zelo kritična do bank, ker jaz absolutno pravim in to je čisto normalna ekonomska kategorija, mi ne moramo delati gospodarske rasti, ne moramo izvajati gospodarske aktivnosti brez bančnih kreditov, brez financiranja podjetij strani bank. To je normalno. In če kar naenkrat banke ustavijo financiranje podjetij, potem je jasno, da se ves celoten proces in tudi aktivnost gospodarska začne ustavljati. No in z tega vidika so šle moje kritike bankam stalno, pa dajte za božjo voljo kreditirati gospodarstvo, ustavljate gospodarsko rast, ni denarja, ni likvidnosti, delamo probleme. Tudi plačilne nediscipline ne bi bilo, če bi bilo v obtoku dovolj likvidnih sredstev. Je pa eno dejstvo, kjer pa jaz tudi razumem banke. Dejstvo je, da je naše gospodarstvo preveč zadolženo. Povprečna stopnja zadolženosti naših podjetij je 80%. Pravimo je v strukturi virov 20% kapitala in 80% dolgov. Če pride tako podjetje na banko, potem moramo pa tudi mi bančnika zastopati, da mu bo pa težko še en kredit odobril. In v tem je ta problem. Zdaj smo prišli do jedra, v Sloveniji nam manjka kapitala. In ne samo to, da bo treba seveda tudi banke spodbujati k povečanju financiranja, ampak tisto ključno, kar se vedno bolj kaže kot ključen problem Slovenije, je to, da bo treba pridobiti nov, svež kapital, ki ga zaenkrat, kot vidim tukaj v Sloveniji, ni ravno videti, se pravi, ga bo treba poiskati v tujini. Ali je res rešitev samo tuj kapital, kot smo danes večkrat slišali? Ne, absolutno ne. Je pa gotovo potrebno tudi določen del kapitala pripeljati iz tujine, kajti to je pač normalna struktura in tuj kapital je v Sloveniji relativno malo prisoten. Mi z kakršnim koli prilivom tujega kapitala v omejenem dosegu sigurno ne bomo narušili naše narodno-gospodarske kapitalske sestave, bi nam pa pomagalo pri hitrejšem razvoju. Kar se tiče samega gradbenega sektorja, je bilo jasno že pravzaprav na začetku, da je sektor gradbeništva predimenzioniran in da bo zagotovo prišlo do upada v tem sektorju. No in dejansko se je to zdaj zgodilo. Bom tako rekla, mogoče bo grdo slišalo, ampak gradbeni sektor se je prečistil, tista dobra, zdrava podjetja tudi v tem segmentu so zdaj ostala. No in jaz mislim, da zdaj z povečanjem investicij, z zagonom tudi investicij cikla bojo ta podjetja lahko tudi ne samo preživela, ampak se razvijala naprej. Dejstvo pa je, da takega gradbenega sektorja, tako dimenzioniranega v Sloveniji še dolgo verjetno ne bo več.